Fantasy. Radio Fantasy. Ok, to je bila belgijska skupina Vaja con Dios. Pojdi z Bogom, ali pa ne te odnese. Ura je minuta čez pol in veste, je taka neka teatralna podlaga, ne, ker In ta moramo... pojdi z Bogom, bomo rekli mi Aldini Seferović, a ne Monika. Tako je. Monika Kučinič in Valhalla, Fight Night 8. Živijo. Ja, zdravo, le je bil dvakrat Nejc Priložnik tukaj, pa smo rekli, dej prepel eno, vsaj eno. In Ja. tako ni problema. No, evo. Monika je tukaj. Ja, zdaj, Monika je v bistvu prišla zato, ker Monika je v najnem rangu, kar se tiče višine. Višino smo gledali, Tako da, veš, ne bomo imeli spet tri glava tu. Ampak dejansko, Monika, zakaj si ti pitbull? A si tak... Pa v bistvu so to ta zdevek, ki so mi dali drugi, ko sem začela trenirati, sem bila taka pač mala, agresivna, tako pač... Miška. Ja, Miška, ni Miška. pač nič se nisem bala nikoli, tako agresivna sem bila. No in pol pač tudi takrat je imel trener psa pitbulla in pol je pač nekako to pršil, da sem pač jaz zdaj pitbull in to se zdaj pač vleče in ostala sem pitbull. Ostala si pitbull. Koliko morajo biti starši veseli, da prideš skozi polomljena domov oziroma pač razbita? Ja, na začetku je bilo to kar tako, no, niso glih najbolj podpirali, bilo jih je pač strah, ni jim bilo to fajn, da pač je tako normalno, da imajo otroka vsak dan pretepenga, ampak pol čez čas, ko so videli, da dejansko jaz v tem uživam, da je pač to moj način življenja, da me pač nič ne bo odvrl, da če mi bojo vsak dan govorili ne to delati, da pač da ne bo pomagali, se pravi, so se pač mogli sprijazniti, tako da v bistvu zdaj me pač podpirajo. Odlično varovati, mami. Monika, čez 2 dneva je ta veliki spektakel v Velenju. Valhalla Fight Night 8 in cel kup borb je, ampak najbolj pa izstopa ta borba dveh punc, tebe in Aldine, za number 1 številko 1 na Balkanu. Res je. Mislim, mogoče že zato, ker smo pač punce, to se ne zgodi velikrat, sploh zdaj smo 2 Slovenke, tudi to se ne zgodi. Tako da pač ne vem, pa še v zadju je pač mal teh popestrenih stvari, spori, tako da je to mogoče vse skupaj nek boom naredili in je pač to mal zdaj vzklil ogenj, tako da je mogoče še to bolj tako ven izstopili. To, ko si glih rekla, ne, da je nekaj sporov. Ponavadi smo ženske tiste, ko naredimo dramo, ne? V vajnem primeru sta bila pa to trenerja. Ja, res je. Tako da, dragi trenerji. Jelej, malo so dregnili, ker so vedeli, koliko je doma, ne? Ker polko v ognju strehi se moramo pa umakniti. Tu ste pa vedve zdaj, ne? Zdaj smo mejo spredju. Ja, vedve z Aldino. Zdaj moramo meto zrihtati. Zdaj, ok, to bo zdaj finale, to bo bitka bitk v velenski Rdeči dvorani, ampak vajn dvoboj je bil že pred časom, mislim, da na Ptuju, pripravljen, da bi bil, pa se ni zgodil. Ja, v Mariboru. V Mariboru, ok, ja. ampak pred časom. Takrat je bilo, pač vse je bilo zmenjeno, vse ok, vse so priprave super potekale, pol sem pa nažalost v zadnjem momentu res fejs bolelo, v bistvu se mi je tist kar vlekl, pa sem se pol vlekla, pa sem mislila, se bom pozdravila, ampak je bila tak neka huda viroza, vročina, da nikakor se nisem mogla ven spraviti. In hodila sem okrog zdravniku, na urgencah sem bila skozi, filali so me z nekimi zdravili preko infuzije, ne vem kaj vse. In pol še tako, glih takrat, ko sem pač rekla, da pač ne gre več, mi je rekel ta zdravnik na urgenci, da Monika, zdaj, če ti misliš to fajti, to samomor. Pa sem malo premislila, pa sem rekla, ok, pizdarija, zdaj ne bo konc sveta, če me enkrat skenstala, nisem prva, ne edina, ne zadnja. To so pa fajteri, ne, ko uporabljajo tudi take kletvice, ne. Moraš malo paziti, ker si vetra. Okay, ampak ja, v redu. Tako da ja, pač pol, v glavnem pač ja, ni šlo. Zdaj pa bo. Ampak fora je v tem, da ravno zaradi tega, ker si ti takrat na nek način odpovedala pač dvoboj, se je Aldina okronala za kraljico, oziroma češ, da je ona zdaj pa prva, ne? Številka 1. Ja. Kaj pa ti praviš na to? To meni nič ne pomeni številka 1, ker številka 1 sem jaz, že lep čas v Sloveniji. Tako da, zdaj, če ona hoče biti številka 1, mora številko 1 premagati. Ampak do tega dvoboja takrat žal ni prišlo, tako da zdaj on trenutno takrat, oziroma do zdaj lahko ona sem sanjala v številki 1. Tako da zdaj, kdo je številka 1, bomo pa zdaj. Se bomo pa na roke pomenili. Soboto zvečer videli, ne? Tako, ja.
Dobesedno se boste na roke pomenili. Ja. Dobesedno. Čakaj, zdaj bomo zavrteli en komad, Ja. dva, Kaj bomo enega. zvedeli v nadaljevanju? Kaj bo štirbec pasal? Jaz bom pa še malo vprašala, kako je z manikuro, pedikuro, depilacijami in tako naprej. Pač z ženske predolgimi stvari, a veš. nohti, ne? Ne? Ja, Hudini gre najprej zdaj le Dua Lipa, potem pa Monika Kučinič Pitbull, ki je ena od fighter, ki jo bomo videli na spektaklu MMA, torej lahko rečem Valhalla Fight Night 8 v soboto zvečer v Rdeči dvorani Velenje. 20 minut do 10 je ura in kot rečeno Valhalla Fight Night, številka 8, čez 2 dneva v Velenju in z nama je Monika Kučinič Pitbull. Pozdravljena še Do nje enkrat. moramo biti Živijo še enkrat. Se imamo varnostno razdaljo, pa vmes so monitorji, tako da no, sam Prnama, če skoči, pa preskoči. Ne? Ja. Monika velja za trdoživo, a se hitro predaš? Ne, Ne. nikoli. A se sploh predaš? Tudi to ne. Okay, se pravi, koliko te je pa možno premagati? Ja, ni. A veš, enostavno odgovor. Fight ne? večera nas torej čaka, ne, Monika in Aldina Seferović. Zdaj, mogoče eno vprašanje. Ti si včasih trenirala kickboks? Ja, A? res je. Okay. In si šla potem zdaj v to obliko. Zdaj, tvoja nasprotnica je bila pa včasih judoistka. Tako je. Pa zdaj isto to, kako se prilagoditi, recimo, ker vem, ko smo se pogovarjali, vsak ima pol neke prednosti, pa tudi slabosti, če nekaj obvladaš. Ne? Ravno sem se z enim fantom pogovarjal, breakdance trenira in hitre gibe ima. Kako se boš ti prilagodila? Po v bistvu, ja, mislim, jaz sem pač prej iz kickboksa, pol sem nadaljevala recimo v Muay Thai, kjer je dodan klinč, komolci. Pol sem dodala še pač borbo na tleh, se pravi wrestling, BJJ, pač komplet. Tako da v bistvu imam v bistvu celotno igro, tako da pač me ne more nikjer ogrožati. Tako da se mi zdi, da se je lažje naučiti igre na tleh kot igre stoje, tako da ima kvečemo lahko ona večje probleme kot jaz. Okay, zdaj, ko sva že rekla, koliko si ti stara? 27. 27. Okay. Zdaj, pri borbah vas tudi vse prešlatajo. Ne? Ja, Je, da ne smeš biti face zdepiliran, ker ne smeš pač pol drset. To smo slišali, ja? Ja, to je nekaj Mazati se ne izdal. smeš, ne? Nohti morajo biti res ekstra lepo urejeni. Kaj špol s temi umetnimi, ko imaš take dolge zdaj? Pokaž v kamero, da jih nimaš. Normalne imajo. Nima, ne smeš imeti, ne? Ne, Tako smo ne. rekli, ja. Ne smeš Že imeti- zaradi samega grabljena, pač, ker v bistvu so rokavice. Kaj pa dolgi lasje? A te lahko ona zdaj Ne, ne pač smete vleči? v bistvu v fajtu imaš take kitke, oziroma pač spete. Aha, moč imeti. Jaz sem v bistvu vedno kitke, da me pač res nič ne moti. Da me ne bi Kaj pa kaj- če ti potem za kitke? Ja, ne sme, ne? Niti ne sme. Naj se ne bi, ali Naj se sme? ne bi, ne. Aha. Zdaj edino mogoče kdo pač mal, ne vem. No, drugače tudi, kar se tiče, ok, pustimo zdaj, higieno, pač urejenost in to smo dali čez, ne, ampak spucati se moraš pa ti tudi od vznotri. In pazi to, jaz danes ponudim Moniki vodo in ona, ne, imam sabo, ker imam odmerjeno, lahko spijem sam liter. Ja. Prosim, dieta se je že začela po novem Ja, letu? tako je. Mislim, dieta se je začela že kar nekaj časa nazaj. Zdaj samo zbijanje kilogramov se začne 5 dni pred samim tehtanjem. Tako da začne se nalaganje z vodo, pol se pa postopoma spušča. Tako da zdaj sem na 1 litru, začela sem z 8. Tako da ja, zdaj jutri je vaga, tako da zvečer začenjam z savno in kopelim vročim, savnim oblekam, tako da to pač se ven prešvicam, da gre pač kilogrami, da gre stran. Kaj pa ješ? Mislim, jem lahko. Veš, računo, če že vode ne Včasih so smeš. rekli, noč pa ješ jih pa vole. Ne? Tako da, a sploh kaj ješ? Mislim, Ja, jem. Pač prvo najbolj pomembno, da pač dam v stran vso sol. Se pravi, pač jem veliko piščanca, pač brez vsega, samo pač popečenega na žaru. Veliko pač zelene zelenjave, listnate zelenjave, jajca, beljakovine. Pač v bistvu tako, pač vse pomal jem, ampak pač gledam, da ni nič slano, da je v manjših porcijah. Pa tako. pa pride do tiste situacije, prosti tam, ko je tehtanje, ko je ono zadnji moment, ko moraš, se ti kdaj kaj mal zmoti? Hvala Bogu ne. Ne. Še nikoli se mi ni. Se mi je enkrat se mi je med samim, ko sem bila v bani, se pravi v vroči kopeli,
Mi je bilo pač res težko, ker sem takrat zbijala na 50 kg. In mi je bilo pač res težko in tako sem pol že, ne vem, malo že imela neke blodnje, vse je bilo in kričanje in jokanje in tolčenje in vse, ampak nisem pa nikoli, da bi zlezla skupaj ali pa da se mi je temnilo, ampak ko se mi je začel temniti, sem se nekega pač, ne vem, sem se kje prijela oziroma naslonila ali pa usedla in mi je pač pol to šlo samo stran. No, ko se glih pogovarjamo o tem, da ti pač ne si omejena z vodo, pa z vnosom kalorij, pa brez soli, meni tak karoli, jaz sem tako jaz ko me čakam, da bom zelo pojedla na njokce. Koliko se zbije z vodo teh par dni pred tehtanjem? Koliko se lahko? 3, 5? Čisto odvisno od samega telesa. Zdaj ne vem, naprimer moški, ki imajo večjo maso, pač lahko več zbijajo, ženske naj bi manj. Pač jaz imam nek svoj sistem, tako da za samo vodo zadnji dan zbijam tam približno, zdaj bom rekla približno 4 kg, začne se pa že pač prej. Pač približno. Takle Včasih žvotek manj, mali. včasih Se pravi, več. še imam nekaj Takle mali možnosti. žvotek, pa še 4 kg dol. Kam? Kje, mislim? Voda v bistvu je pač v celem telesu, 70% organih, nas je, ne, ja. Sestavljene iz vode. Ja, zdaj, Monika, daj mi povej, kako je tvoje sporočilo za tvojo nasprotnico. Gledal sem že vajne obračune, tudi napisano tisto, ne. Ti se samo pojavi, pa pol Aldina si pripravljena, še mal in boš dojela, kaj je to številka 1. Ja. Zdaj v bistvu pač povedali smo si že veliko, tako da nekih novih sporočil dejansko nimam. Tako da, ja, Sam pridi. pridi, Miška. Ne? Torej čez 2 dni, ne, v Velenju. Ja. Čez 2 dni v Velenju, danes imamo novinarsko. Je še kakšna karta sploh? Nekaj malega, mislim, da je še Nejc rekel, da je kakšnih 10, tako da, če hoče res kjer pridati, entrio.si. Tako. Ja, In zdaj, hiter karte kupiti. Monika, to je to. Vse, kar znaš, prenesi v ring, v ta vaš osmerokotnik, verjetno tega ne prenašate na ulico. Ne, definitivno ne. Ne, dejansko, v bistvu, da bi se dobesedno steplo, se še nikoli nisem v življenju veni. Ne, nikoli. Pač, to je za mene pač šport in to bo za mene vsel šport. Tako da pač... Jaz imam še eno vprašanje glede ljubezenskega življenja. A se te kdo dejansko boji ali pa se ti boji pristopiti glede na šport, ki ga imaš? V bistvu ne vem, pač nisem niti tega občutka dobila, ker... Čim benga ni, če se ne upajo prideti. Ja, v bistvu pač tudi dejansko pač to je moje življenje, se pravi doma, trening, dvorana, tako redko kdaj, da kam grem, tako da v bistvu pač tudi nimam niti teh interesov, tako da... Zaenkrat če. Zaenkrat ne. Okay, držimo pesti, drugače le mi da z Janko Tomava tudi ženitno posredovalnico na Radio Fantasy. Ja, če boš kdaj rabila najino pomoč, ti sam Sam poklič, povej. bomo zrihtali, ko boš pripravljena. Kdaj se pa misliš upokojiti? Koliko je to rang, recimo, pri Nimam letih? pojma, ker trenutno niti ne razmišljam o tem, ampak dokler mi bo telo zmožno, bom pač o tem, tako da pustimo se presenetiti, koliko mi bo telo služilo. Ja, držimo pesti, da čim dlje. Hvala, da si vletela. Hvala lepa vam. Vse dobro in najboljši rezultat. Pa ti fajn se želim. zmenta na roke. Ja. Hvala Povejte lepa. si vse, kar si imate za povedati. Naj tokrat pesti govorijo. Monika Kučinič, hvala lepa še enkrat in Valhalla Fight Night, torej v soboto čez 2 dneva v Velenjski Rdeči dvorani. Radio Fantasy. Radio Fantasy.